Dober dan. Avgust je za nami, midva sva nazaj. Dovoliti približati meji na 500 metrov, kar je več, vse postreliti. Bog bo že poznal svoje. To je zapis, ki je se pojavil na enem od spletnih omrežij. Govori pa o beguncih. Menda se organi odkrivanja in pregona ukvarjajo z vprašanjem, ali je zapisano kaznivo, ali vsebuje znake kaznivega dejanja ali ne. Gre za ščuvanje k nasilju in tako naprej. Je pa ta zapis novinarja Sebastiana Erlacha sprožil zanimive procese znotraj desnice. Mislim, desnica se naenkrat členi na desno desnico, pa na skrajno desnico, pa na nekaj, kar skuša biti zmerno, ali pa kar je zmerno. Učinek je bil ta, da so novinarji vzeli nagrado Združenja publicistov in novinarjev, ki jo dobil leta 2013. Sam je pa nekem esejčiču razložil pravzaprav, da je človek nenasilja in svobode in da smo ga popolnoma narobe razumeli. A se da to kako drugače razumeti kot ščuvanje k nasilju? Ja, jaz človeka poznam, ne. Dobro, jaz bi v središču bi problematiko na begunce kot take. Dejansko zdaj, ko sem bil na dopustu in sem se pogovarjal, sem poskušal medije ignorirati, ampak absolutno se ni bilo mogoče izogniti splošnemu pogovoru z ljudmi in da je ta ene potencijalna nestrpnost do beguncev je naraščala. Deva reči nelagodje, kaj bo pa zdaj, občutek ogroženosti in pa simplifikacija, poenostavitev. To se pravi, zdaj prihajajo gor ljudje, ki v bistvu izkoriščajo svojo lastno vojno za to, da bodo lahko prišli zasesti Evropo, pa nas izriniti iz Evrope. Skratka, te stvari so zelo močno nekako prisotne, zaznavne, in jaz tudi seveda, ne da bi mediji hotel kriviti, ker so vedno za vse krivi, ampak poročanja so iz teh zadev so površna, nedosledna, nepoglobljena in tako naprej. Recimo, ko sem včeraj poslušal poročilo iz Budimpešte, je bilo na dolgo in na široko zaznavati histerijo dejstva, da sirskih beguncev oblasti ne pustijo na vlak v Nemčijo, da imajo kupljene karte in jih ne pustijo, in sem se celoten prispevek in vse druge prispevke poskušal vprašati, zakaj jih ne spustijo. Tega odgovora nisem mogel slišati. Na drugi strani imaš sporočilo, ki prihaja iz Berlina, a je iskreno ali ne, je vprašanje, pač dobrodošli pri nas. Willkommen, willkommen, to časopisi, willkommen, oni rečejo, tukaj niste v zaporu, tukaj ste dobrodošli in jim dajo za jesti, jim dajo za pit, jim dajo zdravniško oskrbo in vse tako naprej. Zakaj torej Madžari ne bi teh ljudi spustili v deželo, v kateri so tako rekoč sprejeti in bi se jih istočasno sami lahko tudi otresali, ker jih ne marajo, recimo, teoretično, praktično. Se pravi, gre za neko vprašanje, na katerega bi si naša novinarska srednja morala znati odgovoriti. Ali gre za dvojno igro Nemčije, ali gre za pretirano in neumno igro Madžarske. Tukaj se ali pa Madžarska ugiba, kaj si želi Nemčija. Potiho, ali karkoli. Skratka, na ta vprašanja nismo odgovorili in hkrati to, kar pa zunaj v Nemčiji, recimo, ker Nemčijo tukaj treba pohvaliti, jo je treba pohvaliti. Nemčija je v bistvu enostransko ukinila Dublinski dogovor. Dublinski dogovor pa pravi, da je treba zadrževati tele imigrante v državi vstopa. Torej, v tem smislu vsaka čast. Mislim celo, da bo tukaj morala biti terminološko bolj precizna. Gre za begunce ali gre za migrante. Pa so še azilanti. Tako, jaz sem preveril, ali se da priti do podatka, kolikšen delež
kolikšen delež ljudi, ki so recimo na makedonski meji, ne, ali pa ki predstavljajo ta val, sodi v skupino ljudi, ki bežijo zaradi vojnega nasilja, kolikšen delež ljudi pa beži zaradi ekonomske situacije, ne, oziroma se premika zaradi ekonomske situacije. Ne. Zdaj, podatki Združenih narodov so taki, da pripisujejo približno 2/3 ljudi, ki so na poti, dejansko status begunca, ne, se pravi oseb, ki bežijo zaradi nevzdržne varnostne situacije na njihovih domovih, ne, in pač so pobegnili v strahu. Ne. Je pa res, ne, da je pri vprašanju ekonomskih migrantov vprašanje, ne, v kolikšni meri ta preostala skupina ljudi, ki beži pretežno zaradi ekonomskih razlogov, vendarle ni zapustila svojih domov, tudi zaradi tega, ker je v ne sicer neposredni bližini, pač pa vendarle relativno blizu njihovih domov prišlo do hudih varnostnih zaostritev. Ne? Pravi, kolikšen delež nevarnosti je potreben, da nekomu pripoznaš status vojnega begunca. Ne? A je zadost, da tvoja vas gori ali tvoja hiša, ali si vojni begunc že v primeru, ko začne goreti v sosednji vasi ali pa v sosednji pokrajini. Ne? Ja, jaz tukaj ne bi bil pameten, ampak tam, kjer je vojna, tam je revščina, tam je občutek ogroženosti, tam ljudje bežijo. To je vedno tako bilo. Ne? Jaz sam sem otrok begunskih staršev. Ne? Tako ali pa drugače, karkoli že gledamo. Ne? Leta 40-41 je moja mama šla v Nemčijo, mislim, to so bili izgnanci v bistvu, ampak kakorkoli obrneš, ne? Te migracije, pretakanje ljudi levo, desno, sanke, ko so nazaj prišli, so jim komunisti vse pobrali spet in tako naprej. Skratka, veš, to so situacije, ki so se v Evropi že zgodile in se jih je treba samo spomniti. Ne? In ti, ko ljudje rešujejo svojo kožo ali pa bodi si iščejo svojo novo prihodnost, to ni neobičajno. Ne? Konec koncev v Clevelandu je koliko 100 000 Slovencev? Ne, za eno Ljubljano. Ne? Lej, veliko, ja. Amerika je praktično sestavljena iz tega. Ne? Slovenija Amerika recimo, ne, podatek, ki ni znan, je sprejela več bosanskih beguncev, ki so tam tudi ostali, ne, kot Slovenija v obdobju 92, 95, 96. No in tisto, kar se mi zdi ključno za to razpravo o beguncih, je to, da je treba prepoznati zdaj problem kot humanitaren, kot človečanski problem, kot človekoljuben projekt. Ne. Tukaj je treba videti človeka kot takega, zdaj presejalni testi, kdo špekulira, manipulira in tako naprej, lahko sledijo v nadaljevanju, ne? Seveda. Ne? Ampak v osnovi je treba prepoznati to, da so vele sile in kapital naredili zmešnjavo na Bližnjem vzhodu. Posledica te zmešnjave je v bistvu vojna, nesigurnost in pa ogroženost ljudi. Ne? Ja, dodajaš Afriko. Ja, Afrika, recimo, dobro, za Libijo že lahko rečeva, ne, da je Evropska unija imela precej zdaj tako, ne, pa če veš, da države, odkoder begunci prihajajo, ne, so v prejšnjem desetletju, ne, imele nek slab mir. Namesto tega slabega miru je prišla dobra vojna, ne, ki je rodila slabe rezultate. Ne. Ki je povzročila pač, ne, ta dobra vojna, ne, je pa, lej, tako, ne, bo treba priznati, peljali so jo naši zavezniki, ne. Seveda. Mi smo bili del teh zavezniških koalicij. Libija je tipičen primer. Ne? V Libiji so evropska letala bombardirala. Je res, ne, da Slovenija svojih pilatusov obeh, ne, ni poslala, ne, na to vojno operacijo. Ker so bili takrat na remontu najbolj. Je res, ne, kaj se ima, veš, da je Slovenija imela svojo vojno ladjo Triglav nekaj časa v misiji reševanja beguncev na morju med Sredozemskim, ja, ne, ker mislim, da treba pohvaliti, ne, ampak lej, smo del konteksta, ki je slab mir spremenil v dobro vojno. Ne. Ja. No, nekaj treba videti, ne, da dejansko Slovenija ima načeloma neko pozitivno govorico. Ne.
to, kot govorim, cela politična elita, ne, tudi v desnici se ne sliši kritike več kot toliko, ker čiste konstruktivnosti itak ne premorejo, ampak je pa še v okviru obvladljivega, recimo tudi Nova Slovenija se je na humanitarno načelo postavila, ne. Skratka, ta pripravljenost pomagati človeku kot človeku vendarle v Sloveniji obstaja, ne, za razliko mogoče od kakšnih drugih držav, kakorkoli že, ne. Zelo pomemben moment je tudi to, da so se človekoljubne organizacije, če že ne negativno, so pa aktivno pač pripomogli k temu in tudi Nadškof Zore je izdelal, je javno povedal stališče, ki je izrazito naklonjeno, bom rekel, reševanju problema beguncev. To je treba vedeti, ne. Ampak to je zdaj deklarativna raven, ne. Jaz mislim, da ko bo prišlo do tega, da bo treba ukrepati, ne, bo treba ponoviti vajo in mislim, da bi mogli vsi elementi civilne družbe, vključno z vsem cerkvam Slovenije, skratka vsi tisti, ki zasedajo družbeni prostor na humanitarnem in pa človekoljubnem in pa področju smisla, ne, da bodo morali pokazati pa aktivno vlogo pri obravnavanju in reševanju tega problema, ker posamezniki ga ne bomo mogli rešiti. Reši ga lahko država in pa tisti, ki zasedajo prostor omrežja družbenega, ne. Lih to omenjaš, ne, zasledil, da v daljni Islandiji, ne, ja, ki je sklenila sprejeti 50 sirskih beguncev, je ta številka povzročila neke vrste socialno-omrežni revolt z iniciativo na enem od omrežij, kjer je potem država, ki šteje toliko prebivalcev k mesto Ljubljana, ne znam številk na pamet, ne. Skratka, 15.000 ljudi se je priglasilo, ne, da so pripravljeni sprejeti nekega človeka, ne. Zdaj, okej, ne, te javnomnenjske ankete na spletnih omrežjih niso prav zelo zanesljiv kazalec, ne, ampak tudi če to delimo z 10, ne, še vedno pridemo do številke 1500, ne, kar je lep znak sposobnosti humanističnega mišljenja na nekem otoku sred Atlantika, ne. Ključno za Slovenijo se mi zdi izolirati sovražno govorico takega tipa, ne, bodi si, da je neresno mišljena, bodi si, da je resno mišljena, ne, ali pa podobne nestrpnostne na verski osnovi, ki so nekateri rekli, da bi sprejeli samo tiste s krstnim listom in tako naprej, ne, in podobne neumnosti. Ampak to je recimo politika Slovaške, ne, ki ustraja, ne, pač pripravljeni smo sprejeti katolike, ne, ali pa kristjane, no, mislim. Ne, tako da ponekod je ta drža ne, celo državna politika, ne. Ja, lej, kaj moraš prepoznati ta trenutek kot enega v vrsti zgodovinskih trenutkov, v katerih so se narodi preseljevali iz nekih določenih razlogov. Ta trend očitno zdaj je prišel, to bo treba reševati. Nemčija je lep vzgled, vsaj na fasadi, vsaj na zunaj, ne, se kaže kot izredno lep, dober zgled, ne, mislim, da že zajema 40% vsega, kar prihaja, ne. Skratka, problem so vele sile, vključno z Evropsko unijo in kapital so skuhali, reševati ga bomo pač morali, ne, zaradi tega, ker smo ekonomije teh držav so zato dobro živele, ker se je tam kuhala pač vojna, ne. So se tržišča stresala, so se borze stresali, kaj vse se je dogajalo. Nekaj, kar mi nismo krivi, bomo pa pač morali sanirati, ampak to je v bistvu, smo otopeli, smo ljudje, ki smo se humanistično izpraznili, veš, in mogoče pa te ljudje tudi nam lahko kaj dajo s tem, da nas zbudijo v naši človečnosti. Lej, bo pa morda, ne, ob tem treba povedati, ne, veš, regija, ne, odkuder prihaja velik del beguncev, recimo Sirija, Irak in tako naprej, ne. To je območje, kjer so nastali zametki današnje sodobne civilizacije. To je območje, kjer je nastala prva civilizacija, ki lahko rečemo civilizacija. To je območje, kjer se je začel
gojiti hrano, ne več poljedelstvo, kjer so udomačili prvih nekaj 10-15 vrst domačih živali. To območje, kjer je nastalo pravo, kjer so nastale številke in lahko bi še naprej naštevali. Ne? Prav, na nek način so, kaj se vem, judovska civilizacija, grška civilizacija, vse to je do neke mere dolžnik sveta, ki sega od Evfrata, Tigrisa proti Siriji in Sredozemlju noter. Ne? Te, ki zdaj tam živijo, nimajo s tem nič, ne? Tako kot mi nimamo. Veš, seveda nimamo. Ne glede na to. Ni pa za pozabiti. Ni za pozabiti prvo, kar je to, ne? Drugo, kar je pa, to si dobro povedal, ne? Mi nimamo upravka zdaj z temi, kar bi rednik te rad prekazali, z nekimi neukimi barbari, ki jih je treba šele v bistvu na zadnje noge postaviti, zato da bodo začeli, ne vem, oni so nam dejansko, to so ljudje, ki so kar imajo lepo izobrazbeno strukturo, kar spet ni glavno, ampak hočem povedati, to so ljudje, ki so preprosto, to smo mi, ne, iz nekega obdobja. Ne. Oni so isti, kot mi, v tem trenutku pomoči potrebni in enostavno jaz mislim, da tle sploh ne sme biti dileme, mi bi morali to mogoče Slovenija ni tako slaba glede te retorike, ker taki ekscesni zapisi in tako naprej vendarle so v manjšini. Sej nobeden prav eksplicitno, veš, na tisto fašistično noto nihče pravzaprav ne stavi tako sistemsko, ne. Tisti, ki so se nekako izrekali na prvo žogo, se zdaj nazaj vlečejo, ne. In tako naprej. Skratka, mogoče ni tako, samo bo pa v praksi problema, ne, ker recimo to, veš, mislim, da bo vendarle prišel trenutek, ko bo treba pokazati nekaj, ne samo pač željo po ali pa naklonjenost pomoči izraziti, ampak bo treba konkretno pomagati. Ne? Mogoče se bo pa treba s tem ukvarjati. Ne? A si pripravljen na to? Yes. A sva pripravljena na to, da bo šla med begunce malo tam kakšno tolažilno reči v prostem času in tako naprej, jih na izlet peljati kakšnega? Skuhati, recimo. Vzeti na dom. Ja, a smo pripravljeni na to? Peljati v šolo, recimo. Izobraziti. Ja. Mu razložiti, kako časopis nastaja. No. Točk je veliko, strahov, ne, ki morda niso zelo artikulirani, ne, je pa v ljudeh tudi veliko, ne, pač tukaj treba pač strah za strahom tudi analizirati in videti, v kolikšni meri je utemeljen. Ne. Pa lagodnost. Mi živimo neko lagodno življenje, to v naše elemente neprijetnosti, ne, konec koncev. V prostem času greš početi svoje stvari, ne pa se ukvarjati z problemi drugih, ne. In to je tisto, kar pravi. Mi smo izgubili humanistično noto, jaz mislim, da je dobro, da jo zbudimo. No. Zbudimo jo. Ja.